Za trenutek zamižite in si v mislih predstavljajte slovenski avto. Ste si predstavljali Clio? No, ne bi se čudili, da je temu tako. Clio je namreč danes za Slovence to, kar je bil nekoč fičko, saj že 25 let predstavlja najbolje prodajan avto pri nas. Poglejmo, kaj prinaša njegova 5. generacija. Pogosto govorimo o tem, da je vsak Golf nezgrešljivo Golf. In mogoče bomo to v prihodnje govorili tudi za Clio. Vizualni preskok med 4. in pa 5. generacijo tako ni velika. Clio vseeno prinaša kar zajeten nabor novosti. No, morda pa nekoč prav ta oblika Clio postane legendarna. Kljub enaki obliki pa recimo žarometi niso tehnično enaki. Zdaj serijsko svetijo v polni LED tehnologiji. Če iščete več novosti, bo pravo mesto notranjost. A še prej naj poudarimo, da je tole Clio Initial Paris. Najbolj udoben, tehnološko napreden in kakovosten Clio doslej. Poglejmo. Notranjost Clio je doletela prava revolucija. Poleg takšnih udobnih usnjenih sedežev imamo po večini tudi druge, mehke in prijetne materiale. No, na sredini pa imamo nov velik zaslon na dotik, ki tudi po zaslugi stalne povezanosti pelje Clio v novo dobo. Dobo digitalizacije. Celotna izkušnja notranjosti si zasluži palec gor. No, palec gor pa si zasluži tudi dinamika preizkušenega Clio, oziroma odličen kompromis med dinamiko in udobjem. Gre za sodelovanje dobro nastavljenega podvozja, uglajenega, a nadpovprečno zmogljivega motorja ter samodejnega menjalnika. Clio torej lahko ponudi nadpovprečno udobno vožnjo pri vsakodnevnih opravkih, obenem pa tudi nadpovprečno mero dinamike, če si le tako želimo. Takšnemu Clio se torej tisti drzen slogan, kaj sploh še ostane velikim, odlično poda. In le, predmet vaše odločitve bo, ali boste nekaj dodatnih evrskih tisočakov namenili za dodatno opremo takšnega Clio, ali pa boste z njihovo pomočjo skočili kakšen segment višje. No, zdaj pa vabljeni, da ostanete z nami, tega Clio bomo pogledali še bolj podrobno. Še prej pa še enkrat povabilo na naš YouTube kanal, poleg gumba naroči, kliknite tudi na tisti zvonček zraven. Morda se še spominjate starega televizijskega oglasa za 1. generacijo Clio. Ta je tedaj naokoli prevažal arabskega šejka, ki mu je zaupal naloge svoje dnevne mobilnosti. Te bi sicer zaupal kakšni prestižni 6-metrski limuzini. Posebna linija, prestižna Initial, sega že do 1. generacije Clio. No, ta je ob svojem prihodu na trg pošteno prevetrila slovenski vozni park, kateremu vlada še danes. Zgodba Clio se je začela leta 1990. Največja prelomnica za slovenski trg pa je leto 1995, ko je Clio prvič postal najbolj prodajani avto v Sloveniji in od takrat naprej vsa leta ta naslov tudi zadržal. Clio je tisti avto, ki nas je začel navduševati s stvarmi, kot so recimo centralno zaklepanje, klimatska naprava. Clio je bil tudi prvi, ki je demokratiziral v tem segmentu sisteme, kot je recimo ABS. Tudi 5. generacija Clio je torej za Slovenijo in Slovence nadvse pomembna. Porodnišnica Clio bo očitno še nekaj časa ostal novomeški Revoz, ki ga je 5. generacija s svojim prihodom tudi digitalizirala. No, Clio, ki še vedno daje mesečni zaslužek kar nekaj slovenskim družinam, je navsezadnje tudi aktualni slovenski avto leta. No, nekateri pravijo, da je Renault celo tvegal s tem, ko je tale generacija Clio ostala precej podobna svojemu predhodniku. Njegovi tekmeci v novih generacijah so se namreč poslužili tudi precej bolj drznih rešitev na področju dizajna. No, tokratni Renaultov recept je jasen in je nekako volkswagenovski, golfovski. Če se oblika dobro prodaja, je pač ne spreminjaj preveč. Poglejmo, kako to razlagajo pri Renaultu. Clio 4 really changed the way the customer bought the Clio. Before it was quite rational, but with the Clio 4 we made it very emotional. Each year
has been growing in sales. So even after 6 years in its life cycle, it is still fresh and attractive in terms of design. And the customer continue to tell us that the design is the reason why they purchased the car. V notranjosti je Clio povsem nov. Pravzaprav lahko rečemo, da gre v našem tokratnem primeru za najbolj tehnološko naprednega in udobnega Clia doslej. Nov Clio Initial Paris imamo opravka z vsaj zametki razkošja. Tudi na mestih, kjer pri konkurenci to nikakor še ni čisto običajno, imamo na razpolago takšno mehko usnje ali pa vsaj mehko plastiko. Počutje v potniški kabini je za ta segment nadpovprečno. In tudi pri položaju sedenja, pa naj bo to na katerem koli sedežu, spredaj ali zadaj, bi težko kaj pripomnili. Lahko rečemo, da smo s tem Cliom na daljših poteh med vožnjo kar precej uživali v udobju. Potem pa v potniški kabini hitro opazimo tudi spremenjen dizajn in pa seveda digitalizacijo, ki novega Clia seveda ni zaobšla. Tukaj imamo takšen pokončen zaslon na dotik, ki je vse skozi povezan s svetovnim spletom, to pa je koristno predvsem za navigacijske napotke, ki jih lahko iščemo tudi po ključnih besedah. Na voljo so celo informacije o cenah bencina v realnem času. No, recimo na slovenskem avtocestnem križu bomo s točenjem bencina izven avtocestnih bencinskih črpalk pri polnem rezervarju Clia prihranili približno 2 evra. No, malce pikolovsko bomo pograjali zgolj odzivnost zaslona, ki je pri določenih procesih še vedno dokaj počasen. No, za naš okus pa manjka tudi klasičen vrtljiv gumb za nastavljanje glasnosti, kajti tale rešitev s pritiskanjem po ekranu na dotik preprosto ni dobra. Digitalen zaslon se zdaj nahaja tudi pred voznikom. Pri testu Capturja smo sicer dejali, da nam zaslon ni preveč všeč, saj je recimo podatek o prestavi preveč skrit. No, zaslon je sicer lepo grafično dodelan, ampak še vedno ne razumemo, zakaj je recimo podatek o številu vrtljajev tako nepomembna informacija, da je dandanes v Cliu na voljo le še v načinu Sport. S pametnim načrtovanjem je Clio v notranjosti ostal vsaj enako prostoren kot njegov predhodnik. In to so inženirji dosegli predvsem s tem, ko so stanjšali prednja sedeža. No, tukaj zadaj je zame s 175 cm še dovolj prostora za kolena in še ga ostane nekaj za glavo. Je pa res, da tega dodatnega prostora ni prav več veliko. Clio je v preteklosti pogosto predstavljal celo edini oziroma prvi avto pri hiši. In to kljub dejstvu, da so bile pretekle generacije dimenzijsko celo precej manjše od tega. No, novi Clio je dimenzijsko celo krajši od svojega predhodnika, ampak to se na področju prostornosti ne pozna. Prtljažnik je z vidika prostornosti dovolj prepričljiv, saj razpolaga s 391 litri uporabne prostornine, kar je za ta segment zares impresivna številka. No, po drugi strani pa je prtljažnik manj prilagodljiv kot pri kakšnem večjem vozilu, pa tudi tale nakladalni rob je precej nerodno visok. No, delno ga izničimo s pomočjo tega dvojnega dna. No, nekateri boste v zadnji generaciji zagotovo pogrešali karavanskega Clio z oznako Grand Tour, ki pač tokrat ni več na voljo. V skladu s trenutnimi trendi ga sedaj v ponudbi Renaulta nadomešča Captur, ki pa je v primerjavi s povprečnim Cliom približno 3000 evrov dražji. Litrski turbobencinski štirivaljnik in 7-stopenjski dvosklopčni samodejni menjalnik EDC k uglajeni vozni izkušnji prispevata še bolj od same opreme. Predvsem motor bo zadovoljil tudi tiste zahtevnejše voznike. Je zelo tih in uglajen, dovolj moči in navora ima že v nižjih območjih vrtljajev, po drugi strani pa lahko pokaže tudi nekaj napadalnega karakterja in ugrizne z vsaj polovično nabrušenimi zobmi kakšnega Clia, tistega športnega Clia z oznako RS. No, paziti moramo seveda na porabo, saj ob močnejšem priganjanju poraba kar hitro narašča. Ampak to seveda za turbobencinske motorje ni nič posebnega. No, po drugi strani pa je lahko motor ob ekonomični vožnji tudi zelo zadovoljivo varčen.
Pri našem testu smo pri takšni vožnji beležili porabo 5,8 litra na 100 prevoženih kilometrov, kar je le malo več od Clia z litrskim turbobencinskim trivaljnikom, no, po drugi strani pa tudi približno pol litra manj od Capturja s takšnim motorjem. Ko prestavimo v način sport, krmiljenje postane trše, stopalka za plin pa bolj odzivna. Sedmodejni menjalnik bo takrat motor dlje časa držal v višjih območjih vrtljajev. No, nam je še posebej všeč, da lahko prestavljamo tudi s tema obvolanskima ročicama, pa čeprav je odzivnost dokaj počasna. Roko na srce, v načinu sport smo preživeli kar velik del testa. Clio pač še nikoli doslej v primerjavi s svojimi tekmici ni bil tako dinamičen. In še nikoli doslej v svojih osnovnih različicah, torej teh, ki še ne nosijo oznake RS, tako igriv in živah. Nam je to dejstvo zelo všeč, a še posebej zato, ker to ne pomeni, da je Clio zaradi dinamike žrtvoval svojo vsakodnevno uporabljivost in udobje. Ne le zaradi podvozja, ki več kot očitno nudi dober kompromis, velik del tega gre tudi na račun asistenčnih sistemov. In v takšnem popolno opremljenem avtomobilu imamo možnost preizkusiti prav vse, ki so na voljo. Vozniku pomaga tudi asistent za vožnjo v zastojih, ki v Cliu s samodejnim menjalnikom deluje do same zaustavitve. Sistem deluje s pomočjo radarskega tempomata s funkcijo Stop and Go. Avto se tako v prometu samodejno upočasni in po potrebi tudi zaustavi, potem ko je recimo speljalo vozilo pred nami, pa tudi samodejno ponovno spelje. To je seveda uporabno predvsem v zastojih v jutranji prometni konici. No, asistenčni sistemi bodo zelo koristni tudi na avtocesti. Sploh kombinacija radarskega aktivnega tempomata in sistema za ohranjanje sredine voznega pasu. Ravno v tem je velika vrednost najbolje opremljenega Clia. Ima tudi sistem lane centering, kot mu rečemo, za razliko od ostalih, ki tudi prepoznavajo črte, ampak le to. No, ta elektronski angel varuh v suhem vremenu deluje zelo natančno, oziroma tekom našega testa popolnoma brez napak. Je pa potrebno še dodati, da je vse navedene sisteme treba doplačati tudi pri Cliu z nivojem opreme Initial Paris. A kljub temu je Clio v vseh različicah opremljen z vsaj eno kamero in enim radarjem, ki skrbita predvsem za funkcije nenadne zaustavitve oziroma nenadne nevarnosti ob nepozornosti voznika. No, vseeno pa doplačilo teh 1000 evrov toplo priporočamo. Clio Initial dokazuje, da se lahko tudi v takšnem majhnem oziroma še vedno dostopnem avtomobilu peljemo skoraj enako udobno kot v kakšnem premijskem. No, enako velja tudi za področje asistenčnih sistemov, kjer ta Clio le malo zaostaja za tistimi najbolj naprednimi, a praviloma precej dražjimi avtomobili. Ko prištejemo vso dodatno opremo, takšen Clio stane približno 22 000 evrov. A tale izvira iz Pariza, kjer si želijo takšnih majhnih, a vrhunsko opremljenih avtomobilov. No, kakšen pa je Clio, ki je primeren za Slovenijo? Roko na srce, večina Cliov v rokah slovenskih voznic in voznikov postala precej manj, približno okoli 15 000 evrov, kar je cena za Clia TCE 100 z opremo Intense. Ta že ponuja, enako kot tale, velik osrednji zaslon na dotik in pa pametni ključ oziroma kartico, ki omogoča prostoročno vstopanje. No, Clio bo takrat tisti praktičen, preprost in zanesljiv avto za vsak dan. In ravno to je njegovo poslanstvo. No, za takšnega prestižnega Clia pa lahko mirno rečemo, da ponuja vse ali pa veliko tistega, kar ponujajo veliki. No, potem pa smo pri tistem pomembnem vprašanju. Ali vam je bolj pomembna kopica dodatne opreme ali pa kakšen dodaten decimeter oziroma liter več. Zdaj pa si lahko pogledate tudi, kako so v Novem mestu zagnali proizvodnjo Clia, kaj so nam povedali inženirji v prvi vožnji, lahko pa preverite tudi test bratskega modela Capturja.